Živijo, jaz sem Ul, vi gledate Slownzy. Kako ste kaj? Če vas kaj zanima, jaz sem dober. Mi bomo danes obravnavali sklone. Preden nadaljujemo, začnimo malo s podrobnostmi. Sklonov, kot vidite, je 6. In zraven vsakega sem nekaj narisal, razen enega, boste videli zakaj. Najprej razložimo, kaj so. Tole sem se potrudil, da je obraz. Vse vidite, kaj obraz je, ne? Smešen obraz, ja. Tukaj naslednji je duda, boste videli, na kaj se nanaša. Tukaj naj bi bila roka, ampak je bolj videti kot one rokavice za smučanje, ki imajo en žep za vse prste. Tukaj pri tožilniku ni nič, sem vam rekel že, boste videli zakaj. Pri vmesniku imamo tablico, ki gor piše LJ, boste videli, kaj lahko še gor piše. Tukaj čisto zadaj imamo pa kladivo, čeprav je to videti, da je znak s puščico nalepljen na palco. Kar začnimo s prvim. Prvi je imenovalnik. Zakaj sem zraven narisal obraz? No, obraz je od človeka. Človeku damo ime in zato je imenovalnik. Vprašalnica za imenovalnik je kdo ali kaj. Torej, če damo kakšen primer, kdo me obmetava s pliškoti? Očitno moja mami. Pol, kdo laja? Moj pes. Kdo kriči? Meni se zdi, da moja sestra. Tukaj naslednji je duda. Zakaj duda? Ker duda se nanaša na duda spominja na dojenčke, dojenčki se pa rodijo, torej rodilnik. Vprašalnica je koga ali česa. Če pa damo kakšen primer, naprimer, koga ni doma, očeta. Česa nimam, sladkorja, česa si želim, počitnic. Verjemite mi, šola doma je še hujš, kot prava šola, vsaj v mojemu primeru. Pol tukaj imamo smučarske rokavice, ki sem vam prej rekel, no, to ne bi bila roka. Zatega je pa dajalnik. Roka je, ker nekaj nekomu damo, običajno z roko. Vprašalnica je komu ali čemu. Če dam v primer, komu sem posodil kolo? Moji sestri. Komu smo naredili sobo? Meni. Pa čemu smo pripravili pot po cesto? Žabi na barju. Ja. Pol tukaj naslednji je tožilnik. Zdaj pa, tukaj nisem nič narisal, ampak ne skrbite, vem, kaj ste zadnjič naredili. Vem, kaj ste zadnjič ušpičili v bistvu. Ne bom vas zatožil, ne skrbite, ampak zdaj vi veste, da jaz vem. Ok. Torej, vprašalnica je koga ali kaj. In če dam v primer, je koga sem srečal? Prijatelja. Koga sem zatožil? Nikogar. In kaj sem videl? Letalo. Naslednji je mestnik. Tukaj je una tablica. Torej, LJ lahko nadomestimo s katerim koli krajem, naprimer MB. Če vprašalnica je pri kom ali pri čem, če pa dam v primerje, pri čem sem sedel, ob kipu sem sedel. Pol je pri čem sem točil vodo, pri zveru, pri čem ni bilo prostora, pri hiši. Zdaj pa za vse primere, ki damo pri mestniku, bi lahko dali vprašalnico kje. Ta zadnji je pa orodnik, tukaj to znak na palci, ne bi bilo kladivo. Zapomnimo si ga lahko po mojster Miha. Orodnik je kaj s čem naredimo, vprašalnica je pa s kom ali s čim. Če damo kakšen primer, s kom sem pil kavo? S prijateljem. S čem zabijem žebelj? S kladivom, sam moram paziti, da se ne usekam v prst. Pol pa, s kom so se nekoč junaki borili v pravljicah? S strašnimi zmaji. Tamle za kamero me zdajle en zmaj gleda, ampak pustimo rešlo. Ja, to je bil zmaj. Zdaj pa, če damo en primer za čisto vse, imenovalnik je vprašalnica, dal bom primer hiša. Imenovalnik je vprašalnica kdo ali kaj, torej hiša. Morate pa tudi si zapomniti. Imenovalnik je edini v stavčni obliki, so osebe v imenovalniku osebek, torej to si zapomnite. Imenovalnik je kdo ali kaj, torej hiša. Rodilnik je koga ali česa, torej hiše. Dajalnik je komu ali čemu, torej hiši. Tožilnik je koga ali kaj, torej hišo. Mestnik je pri kom ali pri čem, torej pri hiši. Orodnik je pa s kom ali s čem, s hišo sva šla na kavo. Ok. Že očitno, ker jaz hodim s hišami na kavo, je po moje to čas, da dokončamo, ker me tamle že hiša čaka. Če imate kakšno vprašanje, mi ga brez problema napišete na mail, ki ga bom dal spodaj v opis.
Če bi se naročili ali pa če bi všečkali video, bi bil zelo vesel. Oboje brezplačno. Lepo se imejte in se vidimo jutri. Adijo.